BMW serija 3, 318i, en izmed najlepših meni avtov v zgodovini teh starejših avtov, da bi jih kadarkoli imel. Poglejmo malo stvari, kaj dobimo za bogih 900 evrov. No pa poglejmo po letu in pol, kaj dobimo za bogih 900 evrov. Za bogih 900 evrov en tak lep avtomobilček. En lepo tako vozilo, katero je imelo tudi dosti problemov. Ne? Jaz sem zdaj kar končal tenis, tako da sem športno oblečen, ruska majica, pa poglejmo malo dobesedno, kaj dobimo za teh 900 evrov za en tak avto, kupljen iz Vir pri Domžalah. Ok, prva stvar za pogled, seveda motor, engine, bomo rekli najbolj pomembno, potem pa bomo tudi pogledali notranjost. Pa da vidimo, kot lahko vidimo, pušča olje na motorju. In to je stvar, katera se dosti dogaja pri temu BMW E46, in sicer da pušča olje na motorju, kot lahko vidimo, ne pušča malo, ne? Ni da pušča malo, ampak če lahko pogledamo spodaj, je dejansko ta težava. Ne? Tako da ja, to je nekako dejstvo tega, to je ta težava. Torej, k temu, kot lahko vidimo, recimo gumice, ne? Gumice, kot lahko vidimo, so že zastarele, ne? Ima že svoja leta, tudi to bilo za zamenjati. Pa luč, recimo, ne? Kot lahko vidimo, že dobesedno bledi, zbledela totalno dobesedno. Tudi to je ena stvar, se dogaja pogosto pri temu avtu, tle je malo boljše, ampak žmirovci so pa zaenkrat novi, za 20 evrov, ampak en tak set stane preveč, več kot avto stane za zamenjati, ne. Sicer bi dal tudi Engelajs not. Da ja, zaenkrat to je ta del notranjosti in upam, da bo treba čim manj tikati zaenkrat. Drugo pa ta del zaenkrat bomo rekli, da ni bila neka težava, evo, zaenkrat, vsaj pri tem avtu. No, ko enkrat si pogledamo motor, kaj jaz tega nisem tudi naredil, ko sem kupil to lepo limuzino, pa pogledamo seveda zunanjost avta. In sicer te črte sem jih jaz dal, ne, tako da to je moja dodatna stvar, ki sem dal na ta avto. Največji problem je v takih avtih to, kot lahko vidimo, tukaj je, recimo, ne, in ni dobro to. Lahko vidimo, tudi se spet napihnilo, ne, recimo, ne, drje. Tu je ta del, ki je pač ne drži, ne, kot lahko vidimo, ne, dobesedno. Gume še enkrat za menjanje v nulo. Poglejmo zadnji del. No, glede zadnjega dela, pa oziroma ta del nekako še kul, lahko vidimo. Jaz sem sicer zamenjal to plastiko črno, ne, to je bila čisto zamenjena. Tablice so sam zalepljene gor, sam da, kot lahko vidimo, sam da drži. No pa še ta del nekako, tukaj lahko vidimo en konkreten udarc, ne, če gledamo. Ja, bi bilo za zamenjati, ampak tle me ne zanima dobesedno. Tukaj spet malo rja, tukaj ponovna zgodba. No pa začnemo kar iz naše perspektive. Prva stvar, ki nam pade v oči, je ta sedež. To je tako umazan, da katastrofa. In bo šel na globinsko pranje, sicer ne, tako da bo bil kot ker tudi on je bil zelo usran, tako da zelo grdo za videti, res. Vam pravim, takrat pač me ni briga, se komakama veze, ne, leto in pol nazaj. No, to je pa notranjost, znak BMW, tam klima, radio, lahko vidimo, da ni originalen več, ampak dobro, meni to tudi ni zanimalo. Jaz sem imel težavo s tem ogledalem, da mi je plesal, mi je padal dol, tle smo mi, čau. Šipa, ja, jaz sem kupil tukaj, je bilo počeno in šipa začela pokati, ne. Tako da, to sem jaz imel težave, jaz sem mogel tudi šipo menjati. The next thing je bila to. Ok, mogel sem menjati, zelo grdo za slišati. Mogel sem menjati dobesedno
vodila sem mogel menjati, ne? To je bil tudi nek strošek. Kot lahko vidimo, menjalnik je zelo balkanski, kot lahko vidimo, ne? Sicer jaz sem ga že naročil iz AliExpressa, tako da čakam, tako da nov posnetek bo update tega avta, kjer bom tudi malo povedal, kjer bom dal tudi te nove črte od M3, ne? Tako da, ker so malo tudi zbledele, ne? In tako da ja, bomo malo posodobili avto ponovno, ne? No in če naredimo en test, izgleda, da deluje, ampak lahko vidimo zraven dolgih luči, ne kaže olja na motorju, ne. Ker če jaz naredim zdaj tako, lahko je baterija, ampak ni olja na motorju, ne. Ne kaže olja, bomo rekli, na motorju, ne. In to ni v redu, ne, to bi mogel jaz porihtati seveda, ne. Tako, elektronika je, kar je, ne. Druga zanimiva stvar, ne, lahko zdaj pogledamo, ne. Če imam jaz radio ugasnjen na standbyju, lahko vidimo, da žmigavci se slišijo, dolge luči pokaže. To tudi je tako, vse lepo dela, tudi 4-smernik dela, vse. Ok, zdaj bom jaz vžgal CD, recimo, ne, ali pa radio, bilo kaj, ne, recimo, ne. Poglejmo zdaj, 3, 4, nič, nothing, 4 žmigavci, tudi nothing, ne. To je sicer, to sem jaz že vedel, ko sem kupil ta avto, ampak me ni zanimalo, ne. Ampak to je malenko spet, ne, glede na vse, kar je bilo. No, pa je v nas na zadnjih sedežih tudi, sicer avto, bomo rekli, ni tako komod kot kakšen drug mogoče, dobro, zase naslov nazaj je kul. In kot lahko vidimo, to. Ja, nažalost, tudi meni je tokalo to. BMW E46, dogaja se dosti pri takih avtih, lahko tudi vsakemu se zgodi, začne pač pada dol ta zadeva, zdaj če bi jaz hotel vse to, da mi da lepo gor, je to 250 €, da drži tako kot prej. Iščem pa neke žeblje, neko stvar, da lahko dam tukaj tako not in da drži in to je to, ne, ker še enkrat je, bomo rekli, je dosti stvari na tem avtu, ki bi lahko jaz poštimal, recimo tudi to, ne, sicer tudi to se vse premika, ne, tako da, glejte, je kar je, tako da ja, drugače avto tle zelo komod, vsaj meni. To dobimo za 900 €, tako da, dragi moji, dajte paziti, ko kupujete avte, ja, da ne boste ko jaz naredili iste napake. Tako da ja, lejte, dragi moji, dajte paziti dobesedno, ko kupujete avte, da ne boste tudi vi se zafrknili tako kot jaz za bogih 900 €. Ja, vse BMW, vse si kupil avto svojih sanj, ampak ko te po denarnici, ko jih dobiš po denarnici, pa je zgodba drugačna, ne. Tako da res dajte paziti pri avtih, sicer jaz sem se v letu in pol ful naučil, ponosen sem, da sem kupil ta avto, ponosen sem, da sem si pač dal nek cilj za dan in da vem za naprej, ne, da vem pač, bomo rekli, ko bom kupil pač en drug avto, da se spoznam na druge stvari, ne. Pa povemo še za konec, torej vse slabosti, ki sem najdel, vse issues, vse na tem avtu. Torej, številka 1, torej smo rekli, pušča olje na motorju, številka 2, kompresor klime, ok, številka 3, počena šipa, številka 4, vodila, gor pa dol, ok. Bomo dali v številko 5 kar rja, torej vsa ta avtoličarske stvari, ok, ampak to pri 22 letih je tudi normalno, ne. Številka 6, začelo pada dol blago, številka 7, sedeži, gume, ročna, diski, smo že 10 stvari, več kot avto je stalo. Ne vem, kaj bi še lahko povedal. To je to, nekako, ajde. Potem elektronika, to pustimo ostati, ne bomo niti govorili, ker to so še dodatni stroški. Tako da, lejte, več stane drugo kot pa avto, ne. Tako da, dajte pa kupujete avte, ne, ker potem imaš, se da vse narediti, jaz bi lahko zdaj za 30 000 € naredil novega, ampak ne bom, ker je škoda denarja, ne. Tako da, to je to, zdaj pa dajte se odločiti, ali dati denar na to, ali pa kupiti malo v boljšem stanju in manj težav seveda, ne.
Tako da to je to. Za mano leto in pol na avto. Je kar je, gremo naprej, nazaj se ne gre, vidimo se.